Dober dan vsem skupaj. Prosim, če ugasnete mikrofone, tisti, ki pač ne boste govorili. Jaz sem vesel, da je z nami Mateja Jenčič in še drugi, ki jih bom vmes predstavil, ki so člani Komisije za standardizacijo. To se pravi, Mateja Jenčič je učiteljica računalništva, profesor verjetno, a ne? V Centru slepih, najprej v Škofji Loki od leta 2000, kasneje pa v Irisu 2004. In je predsednica za slovensko brajico. Mateja, dobrodošla. Ja, lep pozdrav, sem vesela, da sem na tej kavici, pa da bomo lahko kaj skupaj povedali o brajici, o standardizaciji, kako to poteka, kakšni so izzivi in podobno. Potem je tukaj Tatjana Murn. Tatjana, penzionistka, dobrodošla. Hvala, tudi lep pozdrav vsem. Ja, tudi jaz mislim, da sem nekako dušo in telesom bila vse življenje v brajici, tako da tudi nekaj vprašanj je bilo že prej postavljenih, pa bi skušali tudi tistele dileme od Zlatkota pojasniti, zakaj je zdaj to tako. Ja, no, lepo. Potem je Jožko tukaj, ki sem zelo vesel, da si je Joža Gregorc, sem zelo vesel, da si je vzel čas. Čuja. Potem je Anja, ki je pa tudi članica, Anja Detiček. Anja, živjo. Ok, se bo vklopila. Skratka, lahko rečem, da jaz sem bil zadnjič 1. marca na sestanku, sem hvaležen, da so me povabili, in sem... 1. junija. Kako? 1. junija, ja, pardon, ja. 1. junija, ja. Sem zelo vesel, da so me povabili, v glavnem bi rekel, ker tele dame, ki skrbijo in dva gospoda, se pravi Mojca Jeraša, Marija Kocman, Tatjana Murn, Sanja Kos, Anja Detiček, Jera Svetek, Neva Laščak, pa Tadej Prevc in Jožko Gregorc. To so eni čudoviti oskrbniki ali skrbniki brajice. Mi je bilo prav lepo, prijetno je bilo poslušati, kako smo se pogovarjali o tem, ne. Zdaj bi vam, Mateja, midva kar začela, a ne. Ti si zdaj že drugi mandat predsednica komisije, a ne. Kako to, da si pač prevzela zdaj drugi mandat, vemo, ne, ampak kako to, da si prvega prevzela, oziroma kaj je tisto, kar te je zdaj interesiralo, da si? Ja, ja, zdaj bom rekla, začetek te komisije sega v leto 2012. Takrat je na pobudo sekcije bila ustanovljena ta komisija in pač noter smo bili člani, ki smo se ukvarjali tako ali drugače z brajico, ne. Seveda predstavniki centra, pa tudi zveze. Jaz pač zato najbrž, ker se že ves čas ukvarjam z računalništvom, učim slepe učence, kako uporabljati to prilagojeno tehnologijo. Sem bila pač v stiku z 8-točkovno brajico ves čas, sodelovala sem tudi v komisiji, ki je postavila standard za matematični zapis. No, in tam sem prvič intenzivno začela sistematično ukvarjati z 8-točkovno brajico. Tako da, nekako sem prišla v to komisijo. Potem pa najbrž nihče drug ni hotel biti predsednik, sem tam bila jaz, nekdo mora biti, a ne. Tako da takrat smo pač zastavili posodobitev 6-točkovne brajice. Ta komisija je potem 4 leta kar intenzivno delala. Moram reči, zelo konstruktivno, veliko je bilo dilem, izzivov, ampak se mi zdi, smo jih kar uspešno vse rešili.
No, potem, ko se je pa ta standard nekako postavil za 6-točkovno brajico, smo si pa vzeli malo pauze, verjetno ni bilo toliko energije več, pa tudi vsi smo zaposleni na raznih področjih, dela je povsod dovolj, tako da oziroma jeseni smo se pa spet na novo sestavili, ker sem tudi na srečanju Tiflosekcije nekako predlagala, da se ponovno komisija vzpostavi, začne delati, ker smo že v prejšnji sestavi predvidevali, da bi bilo dobro posodobiti tudi 8-točkovno brajico, ki bo nekako sledila spremembam 6-točkovne. Tako da zdaj smo nekako v novi sestavi, takšni, kot si povedal. Mogoče bi sam povedala, kdo je bil pa v prvi sestavi takrat prisoten. Jaz sem bila, Joško je bil, Marija Jeraša, Tatjana Murn, Marija Repek Kocman, se pravi, ti smo še zdaj tudi, potem iz zveze pa še Blaž Pavlin pa Tomaž Vraber, pa seveda Joško, tudi, tako da nekaj nas je zdaj starih članov, nekaj pa novih v tej novi sestavi. Veš, kaj mi je bilo zanimivo, ko sem malo brskal, v bistvu pravzaprav sem nam malo delal pregled teh standardizacij, v bistvu od leta 18 naprej, zanimivo mi je bilo to, da je recimo slovenske standardizacije, predno so se vi lotili, je bila leta 74 šele, praktično 50 let je bilo od standardizacije pa do vas v bistvu vmes, se je ogromno spremenilo, Tako, ja, v bistvu ta dokument, ki ga imamo natipkan, še, se je imenoval pač ta točkopis iz leta 74 in je bil zastarel, nekako je bil razdeljen v več delov, standard za besedilo, standard za matematiko posebej, standard za kemijo posebej, in je pač v tistih časih šlo računalnikov in je bilo res narejeno za tiskano brajico. Takrat do zdaj se je pa vse toliko res spremenilo, predvsem zaradi razvoja tehnologije, in ta pač narekuje spremembe na vseh področjih, tudi pri pisavi, v brajici. Tako da je bil zadnji čas, da smo se tega lotili, predvsem ljudje, ki so se ukvarjali s tiskanjem brajice, so se srečevali z velikimi težavami, kako določene stvari prilagoditi, kako natisniti, kako določene znake, ki niso bili prej standardizirani, prikazati. Potem problem je bil tudi v tem, ker slepi so pač s tem, ko so uporabljali računalnik, so prišli v stik s pravili, slovničnimi pravili, bom rekla v črnem tisku, datumi se seveda zapis datumov, naprimer, je bil drugačen kot v tiskani brajici in podobno. Tako da je bilo treba iti v korak s časom in stvari spremeniti. Mogoče bi samo tukaj dodala, kar je bilo vprašanje. Zdaj tale datum, prejšnja brajica je na nek način, kar je bila papirnata, zahtevala čim manjše število znakov, da je bilo dosti bolj skrčeno vse skupaj. Zdaj glavno pravilo, ki smo si ga zadali tudi pri oblikovanju standarda 6-točkovne brajice, je to, da se pravzaprav brajica zapisuje tako kot videča pisava. Če se datum piše v slovenskem pravopisu s temi presledki in tudi bralec, ki bo bral z ekrana ta datum, bo dejansko tako prebral datum, kot je v videčem zapisu in tako, kot je po slovenskem pravopisu. Drugače bi bila vedno neka zmeda, ker bi lep pisali nekako po svoje. Tudi to je stičnost teh ločil. In če je v slovenskem pravopisu tako, se nam je zdelo prav, da tudi slepi imajo zapis takšen, kot je
pravilen po pravopisu, a ne, in tudi, ko berajo iz ekrana, dejansko ni več razlik. Pa še nekaj takih primerov je bilo, ampak datum je mogoče tak, ki je najbolj, ne vem, a sem Zlatko pojasnila, kaj je. Ja, hvala. Saj to je meni jasno, približati brajco čim bolj standardu pač videčega Tako. pravopisa. Ja, Tako. Ja. Ja, se- Pomembno je bilo tudi recimo to, a ne, recimo oklepaj je bil en tak tipičen znak, ki je bil v besedilih, je bil en brajev znak, pri matematiki pa drug brajev znak, a ne. Pomembno je zdaj, ko se v učbenikih in vse povsod, da je en znak, se pravi, en brajev znak za en znak v črnem tisku, no. Se pravi, da niso podvojeni znaki. To je bil tudi en tak glaven kriterij pri prenovi takrat. Se pravi, ne glede na to, kje se pojavi, v kakšnem pomenu ali v kakšnem besedilu se določen znak pojavi, da je vedno enak. Ker o brajci se govori kot o nelinearni pisavi, a ne, ker je pač ker se pač luknja papir, ne, ampak istočasno pa govorijo tudi o linearni pisavi, se pravi to, kar imamo mi videči, a ne, ker ima v bistvu za vsak znak ima svojo, a ne, in je pravzaprav to, kar si zdajle povedala, a ne, oziroma ste povedali, se pomeni, da pravzaprav se prehaja v to linearno pisavo, ne, brajca, da je postaja čim bolj podobna tem našim črni abecedi, ki imamo mi, a ne. Tako da, Jožko, kako pa ti sodeluješ tukaj zraven? Jože, Jožko. Ja, v bistvu jaz sem, verjetno bodo ostali rekli, da sem predvsem technical support, pa tisti sem zraven, predvsem v prejšnji sestavi sem bil jaz zraven tisti, ki je zadev znal tako iz prakse, kot tudi iz moderne teorije, ker pač jaz sem zraven prišel predvsem zaradi tega, ker vzporedno ali pa neodvisno od standardizacije 6-točkovne brajice se je v istem času začel prevod bralnika zaslona NVDA v slovenščino in vzporedno se je potem izkazala potreba tudi po prenosu brajice v ta bralnik, pa posodobitvi le-te, in tako sem jaz potem tudi zraven prišel. Moja vloga je v bistvu bila support Mateji in ostalim pri standardizaciji, potem sem kar vsebinsko v precejšnjem delu soavtor priročnika za 6-točkovno, tako da pri 8-točkovni je pa v bistvu podobno, kakor je bilo pri 6. Jožko, v čem pa je razlika med 6-točkovno pa med 8-točkovno brajico? Primarno je razlika v tem, da v 6-točkovni brajici je na voljo, tisti, ki pozna malo matematike, je na voljo 64 kombinacij znakov, v 8-točkovni pa 256, kar je ekvivalent ASCII standardu zapisov, to se pravi 256 znakov. In ko so formirali 8-točkovno brajico v preteklosti, v tujini so ravno zaradi tega v bistvu dali 8 pik, ne več, ne manj. Toliko na kratko, no. Primarno se 8-točkovna uporablja, čeprav sem srečal tudi že tiskovine v 8-točkovne, ampak primarno se 8-točkovna brajica uporablja predvsem na elektronskih napravah, 6-točkovna pa za papirnat tisk in v računalniku pri elektronskih napravah za vnos znakov, ker moderne vrstice omogočajo, da v bistvu ti
besedilo tipkaš tudi iz vrstice v računalnik. Ker pri 8-točkovni brajici je to malo nerodno, ker 7. in 8. piko bralniki zaslona uporabljajo tudi za lastne funkcije. Koliko je pa to problem pri tipanju? Ker mene so skozi učili, da je 6 idealno, ne, da je Louis Braille pogruntal, da je to idealno, da se pa kar naenkrat pojavijo še 2 piki. Koliko je pa to recimo problem pri tipanju? To je pa treba vsakega posameznika vprašati. Ampak če govorim zase, tu ne vidim težav. Je 8-točkovna se še da, 6 pa 8 je nekako za mene v redu, 4 je premalo, 10 bi bilo pa že preveč. Verjetno, ampak tako da treba pa posameznika vprašati. No pa dajmo Anjo vprašati. 100 ljudi bo dali 100 različnih odgovorov. Dajmo Anjo vprašati. Anja, kako ti to tipaš, če se slišva? Ne, ok. Pa mogoče kdo drug. Tukaj malo dodal, če lahko. Meni se zdi, da pri 8-točkovni verjetno ni tak problem tudi zato, ker je zraven še zvočna sinteza, in je v bistvu še ena podpora za razpoznavanje znakov. Se pravi, pri tistih znakih, ki jih težko mogoče razpoznaš, pa zraven še slišiš, tako da tu je ena olajševalna okoliščina pri 8-točkovni. Mogoče bi lahko tukaj povedali pravzaprav, kako se je razvijala ta naša slovenska 8-točkovna brajica. Ja, lahko. Zanimivo povedati. No, izvoli. Ja, zdaj, jaz sem zasledila, da prva Brailleva celica, ki je bila osnova za te vrstice, je bila že 75. leta patentirana in v začetku 80-ih let je bil ta 8-točkovna brajica že standard za računalnike. Prej na začetku je bila še 6-točkovna, tudi v tej elektronski verziji, ampak v začetku 80-ih let pa že bil standard. In v Sloveniji se je prevzela, mislim, da nemška, ta kodna tabela, ki pretvarja v Brailleve znake, imenovala se je Eurobraille. Eurobraille? Ne? IBM 256 ali nekaj takega. In po moje je bila ta, oziroma 852, nekaj takega. Šla je IBM 850, ki se je preimenovala v slov 852. Tako, v slov 852, verjetno so bili dodani ti slovenski znaki, ČŠŽ in tako naprej. In ta se je uporabljala, bom rekla, do leta 2006. Takrat je skupina, ki je sprejela ta matematični zapis, ki ga slepi lahko uporabljajo na računalniku, ki temelji na osnovi LaTeX-a. Takrat smo ugotovili, da kar nekaj znakov, ki se v tem zapisu morajo uporabljati, niso bili definirani v tej tabeli, nekateri so se podvajali, tako da smo takrat v sklopu tudi tega matematičnega zapisa nekako to obstoječo kodno tabelo dopolnili, dali kot predlog, smo dali tudi v pregled in obravnavo slepim uporabnikom. Tako da od takrat naprej nekako uporabljamo, bom rekla, standardizirano 8-točkovno brajico. Predtem pa je bilo tako, ni bilo tako, predvsem za te naravoslovne predmete se mi zdi, da ni bilo toliko pomembno, ker se še ni to uporabljalo na računalniku. Tudi kot zanimivost lahko povem, kodna tabela, takrat smo jo prenašali iz diskete na disketo, vmes se je kopiralo, marsikdo je vmes lahko karkoli popravil tisti, ki je znal. Tako da vem, da v računalniški učilnici na 3 računalnikih niso bile enake kodne tabele v popolnosti. Govorim za te posebne znake. Jaz sem bila takrat kar malo šokirana, ker
pač prej se nisem tako sistematično s tem ukvarjala, tako da takrat vem, da sva Sonjo Pungartnikovo sedeli v računalniški učilnici in vse te znake premlevali, kako postaviti te kombinacije za nove znake in tako naprej. In od takrat naprej se je ta nova kodna tabela, imenovali smo jo SLO 2006, uporabljala, predvsem se je to širilo z učenci, in dijaki, ki so začeli matematiko tudi uporabljati, pisati in brati preko Brailleve vrstice, in potem je to prišlo tudi v standard v te kodne tabele, Jožko, pač se je to preneslo v vse te branike zaslona tudi, tako da danes, ko namestiš JAWS, je slovenska kodna tabela pomeni pač ta SLO 2006. Tako, na ta način, v bistvu takrat se je začela ta standardizacija, v bistvu z vpeljavo matematike na računalnik. Pa vi v zavodu imate... Prosti, Dušan, treba je vedeti, da je to slovenska brajica, mi smo se nekako morali odcepiti tudi od tistih jugoslovanskih Braillovih znakov, potem je bila pa tudi en tak, bi rekla, problem je tudi to dvočrkje, LJN, JŠT, ŠČ, ki se še vedno uporablja pri tiskanju knjig, ampak dejansko v brajici, elektronski brajici, mi teh znakov enostavno ne uporabljamo več. So pa tudi v 6-točkovni brajici zapisan kot nekako, a smo jih dali, Mateja, se ne spomnim. Smo jih dali v zadnje poglavje, ampak zelo težko smo jih dali noter. Ugotovljeno je bilo, da ti glasovi, te skupine glasov v slovenščini niti niso tako grozno veliko pogoste, LJN sploh, To smo, Tatjana, če se spomniš, smo... Halo? Tatjana, če se spomniš, smo januarja, ko smo se pogovarjali o teh kratkopisov, smo ugotovili, da to izhaja še iz Juge, tam iz Minkinih časov, in da je pravzaprav bi bilo potrebno to mogoče ali čisto pustiti ali pa v bistvu prenoviti. Mislim, da. No, druga stvar je pa zdaj zapis tujih jezikov, ker veliko srednješolcev pri nas pa dejansko uporablja že tuje jezike. Zdaj, Mateja, mogoče, če bi še to povedala, kako smo potem reševali zapis tujih jezikov, zdaj ti misliš v 6-točkovni brajici, Ja, tako že tam mogoče, To bi dodala, da vse te skrajšave, LJN in tako naprej, to zadevo smo potem, o tem smo res veliko debatirali, ker nekako učenci oziroma mlajša generacija tega res ne uporablja več, starejša verjetno to zelo uporablja, in smo potem to dilemo rešili na ta način, da smo vpeljali prvo in drugo raven 6-točkovne brajice. Prva raven je tista čisto osnovna, da ima en znak, en Braillov pomen, tako, Jožko, hvala. Druga raven, ki je pa bolj za zahtevne bralce, bom rekla, pa že lahko vsebuje te skrajšave. Tako da, tudi drugi jeziki poznajo več ravni, nekateri tudi 7, odvisno od zahtevnosti, pač koliko so bralci zverzirani. No, tukaj pri 8-točkovni brajici, pa vedno en pomen, se pravi, en znak na zaslonu ima pač en Braillov znak na vrstici, pač eno kombinacijo. Se pa dogaja v srednji šoli velikokrat, pa tudi že v osnovni šoli, da se učenci, ko se učijo tuje jezike, tukaj so na primer španščina, francoščina, kjer je veliko teh posebnih znakov, ki jih v slovenski kodni tabeli, tudi 8-točkovni, ni. In v teh primerih zdaj to rešujemo tako, da čisto individualno, da konkretno na tistem računalniku
jaz ročno spremenim kodno tabelo in noter dodam tiste tuje črke, predvsem s temi naglasnimi znamenji. Tako da potem učenec ve, da pri recimo francoskem besedilu določena kombinacija pomeni tisto določeno francosko črko, hkrati pa mogoče lahko tudi v slovenskem besedilu isti Braillev znak pomeni slovenski znak, na primer. Tako da tukaj so težave. In če se učijo več jezikov, ne vem, recimo lahko se tudi švedščino konec koncev, tudi to imajo po nekaterih srednjih šolah možnost izbirati. In tukaj bo tudi verjetno potrebno reševati, mogoče tudi to je ena ideja, da bi več ravni 8-točkovne brajice mogoče uporabili. Prvo raven kot tisto res za vse te res slovenske znake, ki ne vključuje teh tujih znakov, takih kot so v njihovih nacionalnih brajicah, ampak potem v mogoče naslednjih ravneh, da pride do podvajanja. Isti sistem, kaj pri 6-točkovni tlele pride v poštev. Ker potem v višjih ravneh bi prišlo do podvajanja, se pravi, en Braillev znak v določenih situacijah lahko pomeni različno. Ampak vse, če gre za različne jezike, je to razumljivo, ne? Tako. Ne, je to razumljivo, ker v bistvu brajica ni univerzalna zadeva, ne? Oziroma, unih 25, 27 znakov je enakih, pa so pa v bistvu, bi rekel, različne, ne? Prav dojemam to, Jožko? Želel sem dodati samo to, da ko govorimo o različnih pomenih, v višjih ravneh, zato pa pravimo, da so višje ravni za zahtevnejše bralce. V višjih ravneh lahko en znak ne pomeni samo naglasnega znamenja in pač šumnika, ali pa lahko pomeni, ne vem, v naši brajici oklepaj, v francoski brajici je to znak, v francoskem besedilu je isti znak z naglasom. Pa tako naprej. Zaradi tega govorimo tudi o višjih ravnih in poudarjamo, da so višje ravni za zahtevne bralce. Osnovna raven je pa načelo en znak oziroma ena kombinacija znakov, lahko je večcelična, ima samo en pomen. Pač osnovna raven stremi k enoličnosti, višje ravni pa, pri višjih ravneh pa ni problem, da se znaki podvajajo. To je tisto, zdaj sem se spomnil tistega članka, ko so nekje na eni srednji šoli delali tole kemijo, pa so ugotovili, da se recimo slepa oseba lahko zamenjuje atom vodika z številom 8 in te zadeve. Če ni uporabljala oseba te prave kodne tabele, oziroma če je zamenjala v 8-točkovni atom vodika, pač, ki je veliki H, to se pravi 1, 2, 5, 7, je zamenjala s številko 8, 1, 2, 5, 8 in to ni na vrstici pravilno brala, oziroma ni natančno brala, se to lahko zameša, se strinjam. Mislim, da pri kemiji je tukaj malo drugačen problem tudi. V standardu slovenske brajice je seveda so tudi pravila za matematiko in kemijo, kako se zapisujejo znaki. Predvsem pa, se upravičujem, zdaj sem se že malo zmedla. Zapis kemije na računalniku je del linearnega matematičnega zapisa. To je sistem, to so pravila, kako se zapisujejo enačbe in podobno. Zapisujejo se pač znaki, številkami, črkami, posebnimi znaki in vsi ti znaki morajo biti definirani v 8-točkovni brajici. Problem pa je, da je kemijski zapis definiran za osnovno šolo, pa mogoče bolj osnovni zapisi za srednjo šolo, ne kakšni zahtevni strukturni zapisi. In tukaj so prišli na eni srednji šoli do problema, ker bi želeli tudi te bolj zahtevne strukturne kemijske zapise zapisati z računalnikom,
ampak pravil za tega pa mi še nimamo standardiziranega, a ne? Tako da tukaj je razlika med pravili zapisovanja določenih formul, druga stvar je pa, kako se znaki, kodna tabela, kako se znaki na vrstici prikazujejo. To sta dva različna sistema oziroma problema, no. Zdaj, že prej si omenila, ne, da vi imate, koliko se še pa uči Brajica, recimo, koliko je zdaj? Jaz sem, ko sem imel to tekmovanje v Brajici, sem ugotavljal, da pravzaprav prihajajo na tekmovanje eni in isti, a ne, to se pravi 10 ljudi je prihajalo že na desetletje, a ne. Zdaj, koliko se pa zdaj še učijo, koliko je še pomembno Brajica, recimo v šolstvu oziroma pri vas? Lahko jaz to odgovorim. Izvolite. Zdaj, Brajica je nujno potrebna za opismenjevanje slepih, tudi učencev v osnovni šoli. Tako da mi vse slepe, če je možno, seveda, če niso kakšne druge oviranosti pri posameznikih, učence učimo Brajice. Tudi zaradi dela na računalniku, a ne, ker zakaj? To sta dva razloga. Prvi razlog je to, da je branje drugačen proces kot poslušanje, je bistveno aktivnejše in pri branju pravzaprav vsak bralec lahko sledi besedilu v skladu z njegovim razumevanjem. Pri poslušanju so stvari hitre, grejo mimo, in tudi vsak, ki si nekaj želi, pravzaprav v šolskem sistemu si jaz ne predstavljam, da bi nekdo delal samo po posluhu, tako bom rekla, no. Drugič je pa Brajica, kot smo že tudi tukaj naleteli na določene zadrege, mora omogočati zapisovanje vseh znakov, tako slovenskega jezika, kot tudi posameznih strokovnih področij, povezanih s šolskim sistemom. Tukaj je matematika, se pravi ta matematični latek zapis, a ne, potem kemija, kot smo tukaj slišali, a ne, fizika, glasba, a ne, tuji jeziki, tako da pri teh zadevah so pa stvari še nekako odprte, a ne, in se velikokrat je treba prilagajati posameznemu uporabniku. Tudi zaradi tega, ker je prej Mateja povedala, različne jezike se učijo. Ampak če odgovorim na tvoje vprašanje, Dušan, Brajica, mi smo vedno zagovarjali stališče, da ni dileme, da slep ne bi Brajice se učil. In se učijo vsi od začetka šolanja oziroma že v vrtcu, no, pravzaprav. Zdaj, zakaj pa na te tekmovanja ne hodijo, pa verjetno je tudi, jaz sem vedno prepošiljala tudi mojim dijakom pa učencem, a ne, ampak oni so pravzaprav, ne vem, ali tudi nimajo nekih stikov, a ne, s to populacijo oseb, ki so hodile na ta tekmovanja. Tako, ja. Ja, vse to je, ja. Če se mešam, prej smo bili v zavodu, smo bili povezani. Jaz ste rekli, da so tam z nekdanjimi sošolci ali pa sozavodčani dobivali srečanje. Zdaj so si pa otroci tujci, ki so integrirani. Tako, ja. Vsak je na svoji šoli, a ne. Zaradi smo mi veliko aktivnosti skušali za njih skupnih organizirati, da se tudi med seboj prepoznavajo in da pa tudi, hočem reči, včasih so v zavodu, sem se učil Brajico pod strokovnim vodstvom. Zdaj pa ne vem, kako se učijo. Ja, se učijo. Brajico učijo tiflopedagogi, tudi jaz sem učila. Niso pa vsak dan zdrave. Ja, morajo biti. Tudi učitelji, seminarje za učitelje imamo, tako da tisti, ki ima slepega otroka, pravzaprav se nauči tudi slepega, se pravi, ko vidi manj kot 10%, to je to. Dobar, da ne bomo zašli, ne? To je zdaj tema, ki jo lahko drugič odpremo, ne? V glavnem, v redu, zdaj idemo iti nazaj na standardizacijo, ne, Mateja. Zdaj, to sem videl, ene stvari, kot recimo za farmacevte, so bile urejene, a ne? To je, čem je bil problem s temi farmacevti? Ko so začeli gor devati na zdravila gor napise, a ne v Brajici, kaj je bil problem, da ste mogli posebej to definirati? Ja, zdaj tukaj s farmacevti ne vem čisto, kaj je že bilo, ampak mislim, da farmacevti so že prej imeli določen standard, kako
za zdravila kako zdravila te pač imena napišejo na škatlice in tako da smo tega področja se mi nismo lotevali kot komisija in nismo njihovega standarda hoteli oziroma verjetno ga tudi ne bi mogli spreminjati, a ne. Tako da prihaja iz tujih jezikov, ne? To ni slovenska. Tako. Ja. Mislim, da samo par znakov bilo drugačnih, zdaj jih ne vem na pamet, kateri so to že bili. Fleš pa to, MCG pa take fej. Možno, ja, da so bile nedoločene oznake, tako da to je pač en tak, bom rekla, mednarodni standard, se mi zdi v farmaciji, tako da v to se nekako nismo spustili, no. Zato smo to pač pustili dodali v standard slovenske brajice kot izjemo oziroma za medicinske namene. Če smem jaz tukaj povedati, jaz sem pred leti slučajno v dvigalu srečala eno gospo, ki je rekla, da sodeluje pri tem, jaz bom zdaj čisto povedala, zapisovanju brajeve pisave na škatlice zdravil in me je vprašala za mnenje in sem pač jaz rekla, da je to super, ampak da pač mi pa ni jasno recimo, zakaj se na enih škatlicah bolj čudi, na enih skoraj nič, ne. In je rekla, da da so takrat pred leti, no potem se ta škatlica, recimo, ki je bila slabše tipna, se je izboljšala, ne, in je rekla pač, da oni imajo, zdaj vem, preko koga so oni to ocenjevali, ampak prav svoje ocenjevalce pač tega zapisali na škatlicah, ne, tako da jaz mislim, da je bilo njihovo to bolj interno, znotraj njih. No, jaz sem preverila tole kodno tabelo za 6-točkovno brajico. Gre pravzaprav za 4 znake, ki odstopajo od tega slovenskega standarda, to so oklepaj pa zaklepaj, ki ostajata taka, kot sta bila v prejšnji brajici 6-točkovni, in pa leva in desna poševnica. Recimo leva poševnica je taka kot Č, a ne, v slovenski brajici, tako da tole ostaja. To so 4 izjeme, ki jih pač farmacevti uporabljajo po njihovem standardu. Tatjana, kaj pa, da bi tole, kako se temu reče, mi pomagala, da bi standardizirali na Inštitutu za standardizacijo brajcev, a se to splača ali se ne splača? No, jaz mislim, o tem smo se tudi zelo velikokrat že pogovarjali, tudi ko je bil še Vraber član komisije, je bila ta ideja dokaj živa. Zdaj, mi smo to preverjali takrat, zadeva ni poceni, ne, sploh ne. Drugo je pa to, da stvari se spreminjajo, ne, in se prilagajajo vsakokratni rabi, vsakokratnim potrebam. Pa še eno, čisto tako dilemo imam jaz dejansko, če imamo mi dogovorjeno uporabniki med seboj, a ne, ta standardizirani sistem, ko mi, ki izobražujemo, vi uporabniki, a ne, tudi zveza je potrdila, tudi sprejela ta standard 6-točkovne brajice, verjetno bo tudi 8-točkovno potrdila, ne, tako da uporabniki to, mislim, jaz ne vidim neke silne potrebe, da bi se to tudi morali skozi ta kar mukotrpen postopek standardizacije iti. Je pa, kot je Mateja tudi omenila zadnjič, a ne, Mateja, mogoče še to, ali pa Joško, ki je objavljena ta naša standardizacija, ne? Ja, zdaj jaz glede standardizacije ne vem, kaj bi s tem pridobili pravzaprav. Kvečjemu pri vsaki spremembi bi imeli velike probleme potem, a ne, da bi karkoli popravili. Zdaj to, da imamo nekako dogovorjeno, a ne, saj zato pa je ta komisija za brajico, da skrbi, da ima nekako za spremembe in tako naprej, in ko jo pač podpirata tako oziroma vsi deležniki, a ne, zveza, center IRIS in pač vsi, pač, ki so vključeni v to,
In je prav, da obstaja ena skupina, ki skrbi za to. Zdaj, tako, če v tujini pogledamo, temu rečejo Braille Authority, ali kako, a ne, in je prav, da to obstaja, ne samo začasno za čas spreminjanja ali pa posodabljanja, ampak ves čas, da bi ena taka skupina bila, a ne, v kakršnikoli obliki. In da skrbi za spremembe, za doslednost in tako naprej. Zato smo tudi naredili spletno stran Slovenska Brajica s tem namenom, da bi objavljali vse te pomembne dokumente. No, za zdaj je samo ta standard 6-točkovne brajice, zadnja verzija maj 2016. Potem smo naknadno dogovorili še nekaj pravil, ki zaenkrat niso vključeni v ta dokument, so pa objavljeni na spletni strani. Tako da se mi zdi, da vse te dokumente, ki bodo nastali v okviru naše skupine, bomo pač seveda predebatirali v okviru skupine, potem tudi verjetno v okviru našega centra, v okviru zveze, med uporabniki, in ko bo stvar zares, bom rekla, potrjena, gre pač to v veljavo in se pač objavi na tej strani, in da se ve, kje se dobi zadnjo verzijo, zadnjo veljavno verzijo enega standa. Zato je pač ta stran narejena, gosti se na Arnesovem spletišču, tudi elektronska pošta je tam za kogarkoli, če opazi, da nekaj ne funkcionira, da nekaj ni v redu, da se pojavi potreba po kakšnem novem znaku, karkoli. Bom rekla, ste vsi vabljeni, da na ta mail napišete, tako da se potem ta skupina s temi predlogi ukvarjala v nadaljevanju. Se pravi, da ni to nekaj zaprtega, da samo mi nekaj se izmišljujemo, a ne pa postavljamo ena pravila, ki niso nikomur v korist, ampak zato, da pač je praktično, logično in da zaživi, to je bistvo. A če možeš še nekaj, mene zanima, dejansko v glavnem smo rekli, da 6-točkovna brajica je osnova, a ne? V glavnem je 8-točkovna je podobna 6-točkovni, zdaj imamo pa 7. pa 8. piko, a ne? 7. pika je pod 3., 8. pika je pod 6., a ne? Že to mi je bilo malo čudno, ne? Mogoče, Jož, poznaš ti to odgovoriti na to, zakaj je to tako? Druga zadeva je pa v bistvu, tukaj berem, da črke z naglasnimi znameni, kot so strivec, krativec in drugih, pri tujih črkah bodo izjemoma prikazane z 2 ali 3 brajevimi znaki. A to ne, bi rekel, a ne uničuje, bi rekel, en nabor kombinacij oziroma zmanjšuje možnosti za dodatne znamene, ki bodo prihajala. Jožko, izvoli. Ja, se pravi, če sem te prav razumel, je vprašanje glede predznakov. Ja, tako, recimo predznak, ja, ker pač to je zadeva, ne, pa zakaj je recimo 7. črka pod 3., pa pod 6., 8., recimo. Ja. Če se najprej osredotočim na zadnje vprašanje. Butast odgovor, ampak tako pač je, tako so določili že v tujini, mi v Sloveniji na to nismo imeli kaj dosti vpliva, tako da vem, butast odgovor pa ne zadosten, ampak žal. V redu. Da bi bilo veliko več težav, če bi bila zdaj 4. spodaj, ker 6 je v 6. 6 znakov. Domnevam, da se številči v bistvu tako, kar se številči pač zaradi tega, niso hoteli porušiti sistema 6-točkovne, ker 7. pa 8. pika sta pač dodatek, še vedno je osnova 6-točkovna. Zdaj pa, če gremo nazaj na predznake, zakaj smo jih uvedli? Uvedli smo jih ravno zaradi tega, ker pač v 6-točkovni je na voljo 64 kombinacij, pika. To je v eni celici zapišemo največ 64 različnih
različnih kombinacij pik. In zato smo pač mogli žrtvovati nekaj kombinacij, zato da smo jih dali v predznake, in to pomeni, da lahko ne vem, nek znak, ki ni ravno najbolj pogost v slovenskem napisu, ne vem, kot so ostri eji, široki, kratki oji, pa tako naprej. Zato uporabimo dva znaka, ki ni nobene škode s tem ne naredimo. Ker se ne uporabljajo pogosto, ni nobene škode, če zato uporabimo dva ali pa celo tri znake. Potem je pa tudi tako, v sodobnih to v bistvu ta implementacija v slovenske brajeve kodne tabele nas še čaka. Potem je pa tudi tako, oblikovanje besedila. Videči veste, besedilo je boldano, je ležeče, je počrtano, skratka, to se da tudi v brajici naznačiti, in zato v bistvu moraš žrtvovati nekaj celic, in temu tudi služijo predznaki. Pa Če je bilo to vprašanje. Aha, v redu. Sedma pika je tudi za veliko začetnico, ne? V 8-točkovni da, Ja. je sedma pika velika začetnica. V bistvu v kar večini brajic, ki sem jih jaz gledal. Ja. To se pravi, se uporabljajo tudi za te zadeve lahko, ne? Tako da, zdaj, Sanja, ti si tudi uporabnik te brajice. Vem, da si se nam malo kasneje pridružila, pa si članica te komisije. Se slišva? Ja, evo me. Ja, no, evo, Sanja, dobrodošla. No, da še ti povej tvoje izkušnje tako z delo v komisiji za standardizacijo, kot recimo kot uporabnico te 8-točkovne brajice. Ja, v bistvu jaz moram reči, da sem se pravi tej komisiji pridružila zdaj v bistvu, kaj bo to zdaj, mogoče pol leta nazaj, kdaj smo imeli prvo, nekje decembra, ja. Tako da sem v tem v bistvu kar na novo. Je pa res, da najprej misliš, da saj znaš, ne, brajico, ja, jo znaš, ampak potem pa ugotoviš, koliko je nekih podrobnosti pa malenkosti, na katere pač dejansko pri vsakdanji uporabi sploh nisi tako pozoren, ne bom rekla, koliko je, na kaj vse je treba paziti. Recimo to, ko sta delala Mateja pa Joško, pri tem določanju znakov, na kaj vse je treba paziti. Tudi sama bom rekla, sem uporabnica brajice, ampak sem tudi nazadovala, ne, kar mi je pač, jaz sem iskrena in mislim, da je pri marsikomu tako, no. Glede na to, da pač imamo govorno podporo, programe, ne, bralnike zaslona in to. Na žalost je marsikdo od nas, mislim, da tukaj pač zelo nazadoval, kar se tiče uporabe brajice. In prav sem si že parkrat, ne, vsaj enkrat na leto, pa berem sicer časopise te brajeve, ne, kakšne prispevke ven, ampak pa sem rekla, prav grem v knjižnico in še sposodim si kako brajevo knjigo, ne, prav leposlovje, malo streniraš to brajico, ne. Pri 8-točkovni pa recimo nisem imela jaz nekih problemov s tem prehodom iz 6 na 8-točkovno, kot si prej Dušan spraševal, ne, zakaj. Mislim, če je to za prste, kaj to pomeni, ne, glede velikosti, se ne spomnim, da imela neke posebne težave, ne. Jaz se spomnim, Sanja, če lahko samo to dopolnim. Takrat, ko se je leta 2006, ko se je začel uvajati ta matematični zapis, takrat, ko se je tudi ta 8-točkovna brajica posodobila, jaz mislim, da si bila ti takrat v 9. razredu in da si pisala to eksterno preverjanje znanja že po novem sistemu in si se zelo hitro preklopila. Takrat sem začela, v bistvu, ja. Takrat si začela, mislim, da v mesecu 2 si preklopila in to je bilo to. Ja, res se ne spomnim nekih posebnosti, no, da bi bilo.
Okay, Je pa res, no, mogoče pa imajo težave kakšni posebni znaki, ne, v 8-točkovni brajici, to pa pač itak, ne, če jih ne uporabljaš pogosto, itak imaš pa malo več težav s tem prepoznavanjem, mogoče kdaj ne za kak znak, ampak osnovi pa ne. Če lahko, jaz bom zdaj v kratkem mogel se posloviti od vas, če lahko še na kakšno vprašanje na hitrico odgovorim. Ja, vse to sem zdaj mislil, ja. Drugače pa lepo imejte. No, Jožko, počak še trenutek, zdaj bi jaz, če ima kdo kako vprašanje, naj dvigne roko, pa bomo pol v bistvu, da izkoristimo tole strokovnjaka še za Jožko ve celo vseh 40 kombinacij, ko so še proste, a ne, Jožko? Ne vem vse. Ne veš? To pa moram imeti pred sabo, ker podatkov, da jih obvladaš, mislim, ko resno delaš, jih veš, ampak zdajle, ko pa ne, se ne mislim. 2-3 dni nimaš knjige pred sabo, pa ne veš pamet. Ne, se ne mislim, da bo zdaj povedal, kje kombinacije so, ampak načeloma ti je približno jasno, ne, kam bi se še dala kakšna kombinacija uvrstiti. Ja, to pa. Silvo, izvoli. To sicer ni za Jožka vprašanje, ampak je pa za vprašanje za Sanjo, ki je bližje krogom Zveze slepih. Zakaj ne bi drugi standard uvedli tudi v časopise? V zadnjem času je bilo tisku toliko napak, da so zginile v časopisih. Zato, ker knjige pa beremo, jaz imam do konca življenja, toliko so napisali, da imam do konca življenja dovolj branja. Bi pa povedal tole, Jožko, ali pa vsem, oklepaj, ne, zaklepaj, na Hrvaškem ne pišejo več niti s-ja, niti s-č-ja, so pa za oklepaj dali prvo, drugo, šesto, za zaklepaj pa obratno, torej ne, šesto, četrta, ne, obratno, no, isto. Te podobno je tudi pri nas. Ne, pri nam še imamo oklepaj prva, druga, tretja, peta, šesta. Se jaz lahko oglasim. Ja. V posodobljenem standardu 6-točkovne brajice v prva raven, je ravno tako, se pravi oklepaj prva, druga, šesta in zaklepaj tretja, četrta, peta. To so na Hrvaškem uvedli. To imamo tudi mi. To imamo tudi mi. Vendar v drugi ravni, druga raven slovenske brajice pa ohranja oklepaje take, kot so bile v prejšnji brajici. To ravno je bila tista dilema, tudi o kateri smo se takrat največ pogovarjali, ker je bilo ravno rečeno, da pač bralci, pač, ki niso šolarji, bom rekla starejši, so pač vajeni in bojo vse te spremembe zelo problematične lahko in so ti oklepaji pač druga, tretja, peta, šesta, kot oklepaj in zaklepaj, mislim, da so v drugi ravni in so namenjeni za tiskanje časopisov. Ker jaz se moram vedno spomniti, namreč oni so narekovaj dali tale druga, tretja, peta, šesta. Imamo mi tudi v standardu slovenske brajice in da so povzeli potem, vendar druga raven, ki se uporablja v glavnem na zvezi za tiskanje časopisov in te periodike, uporablja to drugo raven, ker so pa oklepaji narekovaji še taki, kot bili prej. Ok, če ni nič drugega, se jaz poslavljam, tako da se lepo imejte, pa uspešno pitje kave še naprej. Hvala, Jožko, tudi tebi. V redu. Še kakšno vprašanje? Jaz sem, medtem ko razmišljate, sem jaz tukaj zasledil malo zgodovinske zadeve, recimo, kar se tiče 8-točkovno, da je pravzaprav lahko govorimo začetek 8-točkovne ali pa te leta 68 je bil prvi izpis Brajeve pisave. Potem bom preskočil vse tiste zadeve vmes in bi rekel, da je ta
kaj je bil Sean Herr, Klaus Peter Sean Herr, ki je dobil leta 80 nagrado Louisa Braja. Leta 81 oziroma 80 je v avtomobilski nesreči umrl. Aleš. In leta 98 so pa Nemci uvedli znak evro. Evro in to je pika 4 pa sledi E, ne? Mi imamo pa 5 pa 1,5, ne? Čeprav sem si zapomnil oziroma zapisal. Mateja. Ja, zdaj, tako je. Prav, mi smo v Brajici nekako probali takrat narediti dosti logično, da se lažje zapomnimo, in smo dali te skupine Brajevih znakov, kot so črke, številke, naglasna znamenja, ločila, dvojna ločila in simboli, In simboli, kot je recimo evro, znak za evro, naj bi imeli tisti, ki se zelo pogosto uporabljajo samo eno Brajevo celico, nekateri pa tudi predznak. In ta predznak je 5. pika, ja, tako da nekako smo probali slediti enemu sistemu, tako da se pravi, določeni simboli so samo z eno celico predstavljeni Brajevo, določeni pa tudi s predznakom in to je 5. pika. Tako kot recimo pri določenih dvodelnih ločilih oziroma drugih zrcalnih znakih, tisti, ki so zelo pogosti, kot so recimo oklepaj, zaklepaj, so predstavljeni samo z enim Brajevim znakom, nekateri pa imajo še predznak, ki je 6. pika. Okay. Zdaj me pa še zanima, kaj v angleščini, ko jih učite angleščino, uporabljate angleški kratkopis, da bodo potem vedeli mednarodno brati tudi angleščino ali našo standardno, mislim, popolno pisati. Ja, pri angleščini v bistvu še najmanj težav, zato ker so ti angleški znaki X, Y, Q, W, tudi pač prenešeni, podedovani, tudi v slovenski Brajici so enaki. Tako da učenci, ki se učijo angleščino, uporabljajo pač Brajico na enak princip, kot so recimo učbeniki narejeni, in sicer, da se besedilo, se pravi, črke so pravzaprav že del slovenske Brajice, in tudi ločila se taka postavljajo, kot so v standardu slovenske Brajice. No, in to je tudi eno izmed področij, ki smo ga nekako nazadnje določili, da če se uporabljajo besedila v tujem jeziku, v učnem procesu, se pravi v osnovni šoli, srednji šoli, bomo uporabljali tuje črke, zdaj govorim pa tudi za druge jezike, tuje črke take, kot so v njihovi Brajici, na primer francoske črke take, kot so v francoski Brajici, medtem ko slovnična pravila, ločila pa take, kot so v slovenski Brajici, ker velikokrat je v učbenikih tudi tako. Če pa gre za zapis, na primer za turiste, če so kakšni zapisi na kakšnih tablah, pri kakšni znamenitosti sredi mesta ali kakorkoli, se pa v celoti upoštevajo pravila te druge, recimo francoske Brajice, tudi kar se ločil tiče. Zdaj najma sem zakomplicirano to razložila. Jaz se spomnim, da se je the, z, pisal. Ja. To smo, mislim, to so pa skrajšave. Prva, druga, 6. Ja, če te skrajšave uporabljate. Teh skrajšav se pa ne uporablja v šoli, tudi za te slovenske oziroma ST in tako naprej se v šolah ne uporablja, tuje pa tudi ne. 70 let so poskušali malo pri angleščini, to ampak ni. Ja, ker ti jeziki angleški, pa mislim francoski, da ima 7 nivojev, vsak nivo ima več in kompleksnejše skrajšave, tako da
Mi pa tega nimamo zaenkrat. Kdaj smo pa Afno dobili? Afna je, če vidim v 8 točkovni, je 4 pa 7, a ne? Ja, jaz mislim, da ta Afna, sploh ne morem reči, da smo jo dobili, ker odkar se jaz s tem ukvarjam, je. Tisto z računalništvom pa z elektronsko pošto prišla. Tako. Ja, no, v redu. Ok, še kakšno vprašanje? Aleš Kuhar, ti si nekaj roko dvigoval. Sem rekel, da bo dobro, če bi take novitete išli. Halo? Ne. Ok, Zlatko, no povej. Da bi kot skupna priloga bralnemu časopisu prišla v 8 točkovnem standard brajice, ko pride do sprememb. Ampak to več še ne bojo nič vedeli od tega. Mislim, za njih bo to nesmisel. A lahko še enkrat, Zlatko, ponoviš tole, ker da bi te spremembe, ki jih naredite, ko imate srečanja, pa te, da bi kot neki dodatek bil v bralnemu časopisu. Zdaj, o čemer se zdaj pogovarjamo, ta posodobitev 8 točkovne brajice je še v povojih. In rekla, tega smo se ravno kar pač lotili, imeli smo 2 sestanka na to temo, oziroma drugi sestanek je bil na to temo, predtem sva pa, rekla, Joško pa jaz precej delala na tem in debatirala in premetavala in pravila poskušala čim bolj logična postaviti. Tako da to je še v začetni fazi in bo treba kar še veliko enega dela, preden bomo lahko rekli, ok, to je pa dovolj dobro za eno javno debato. Ja, In vsekakor, ko bo prišlo do te točke, preden bomo rekli, zdaj pa to standard, predtem bo sigurno to šlo, bom rekla, da boste uporabniki tudi kakšno stvar rekli, da se bo to potrdilo povsod, kjer je potrebno. Ker brez tega bo težko zaživelo pravzaprav. Ja, se to je res. Ja. Recimo Silvo je prej omenoval narekovaje. V bistvu ta prva, tretja, šesta ali obratno, ne? Ja. Jaz sem pristaš teh klasičnih narekovajev še iz 6 točkovnega spodnjega. Ja. No, saj zato je pa v 6 točkovnem standardu imamo 2 nivoja, 2 ravni, in v drugi ravni so narekovaji in oklepaji ostali taki, kot so bili prej, medtem ko nekako te mlajše generacije, učenci, ki grejo skozi ta šolski sistem, tukaj pa, bom rekla, so že prej, preden smo posodobili 6 točkovno brajico, uporabljali to varianto novo, tako da je to najprej v praksi zraslo, preden je prišlo v standard. Mene pa zanima, skozi govorimo o nivojih. Kaj to pomeni? Prvi nivo je učenje brajice, recimo tam do enega 4., 5. razreda osnovne šole, potem pa naprej, ali kako je s temi nivoji? Ne, tukaj je govora v drugih ravneh, nivoji ali pa raven. Prva raven slovenske brajice, 6 točkovne, pomeni, da ima en brajev znak, ali to ena celica ali kombinacija večjih celic, izključno samo en pomen. Medtem ko na drugih ravneh, v bistvu ta prva raven je res tista čisto osnovna raven, ki naj bi jo vsak poznal. Druga raven, to se pravi, to je unih 25 ali to se pravi, to je unih 25 znakov abecede, recimo, osnovne, ali pa 27, če še upošteva. Vsi znaki, ki so definirani, ne samo črke abecede, tukaj gre tudi za grške črke, za ločila, za vse pač, simbole, ki so definirani. Vse to je v prvi ravni že definirano. Vsi znaki so že v prvi ravni definirani. Bom rekla, druge posebnosti oziroma so pa namenjene, bom rekla, bolj zahtevnim bralcem, so pa definirane dodatno na drugi ravni, kar pomeni, da velja
prva raven in še določene posebnosti, ki jih je treba dodatno dodati. Tako da v praksi, ko pomeni trenutno v Sloveniji to, da osnovnošolci, srednješolci oziroma te mlajše generacije poznajo prvo raven, naučijo se to prvo raven, drugo raven pa že ne nujno. Medtem ko in ravno z drugo ravnjo smo nekako, bom rekla, pustili te narekovaje in oklepaje zato, da vsi bralci, ki so že dolga leta bili uporabniki brajice, ker gre tukaj za osnovna ločila, da tukaj ne naredimo ene hude revolucije na tem področju. V redu, razumem. Ok, bomo končali, ne bom več težil. V redu, Mateja, hvala ti, da si bila gostja. Hvala tudi Tatjani, Joškotu in da ste si vzeli čas za tale spletni dogodek, moram pač poimenovati malo drugače, čeprav je na valovih Zoom kavice oziroma na linku Zoom kavice. Ja, jaz sem vesel, da smo zdaj malo predstavili tole vaše delo, za katerega ste leta 2017 dobili celo priznanje tiflopedagoške sekcije, to je eno priznanje Minke Skaberne, a kako se imenuje? Ja, tako, priznanje Minke Skaberne. Tako da je, kar pomeni, da dobro delate. In jaz upam, da boste še naprej tako delali in da še dobimo kdaj na kaki takem srečanju, Zoom srečanju, da boste lahko rekli, evo, dragi, tako kot imamo zdaj tukaj 6-točkovni standard, da bomo dobili tudi na papirju, smo pogovarjali o tem, da imamo na papirju tudi 8-točkovno. Torej, jaz vam želim veliko veselja pri delu in uspešno delo. Ja, hvala lepa za povabilo. Če bo še kdaj kaj potrebno pojasniti, z veseljem se udeležim takega srečanja. Moram pa tudi reči, da komisija, se pravi v takem sestavu, kot smo bili že prej in kot smo zdaj, je super delati, ker se mi zdi, da vsi zelo tako konstruktivno delujemo. Tudi če se v kakšni stvari ne strinjamo, se pač pogovarjamo in pač pridemo do enega kompromisa, ene skupne rešitve. In upam, da bo tudi v prihodnje tako, da bomo našli take rešitve, da bodo najboljše pač za vse, za uporabnike brajice. No, super. Hvala vsem skupaj. Lepo se imejte.